To je Radio 1 podcast. Draga družba, dober večer v King večeru, ekstra torek je danes in zato čas za ekstra pogovor z ekstra gostom. Tako je, vse dosedanje ekstra torkove pogovore lahko poslušate na Radio Player, Spotify in Apple podcastih in pa na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihom podcast. In tudi, če kliknete na radio.si, lahko poslušate te torkove ekstra pogovore. Zdaj pa gremo k današnjemu, rekel je, dajte me presenetiti, vodite pogovor, povej, kdo si in kaj počneš. Moje ime je Branko Đurić, kličejo me tudi Đuro. Počnem marsikaj, šolal sem se za igralca, za scenarista, režiserja, zdaj sem glasbenik, ne vem, da ne naštevam. Bomo skozi cel večer to povedali še vse. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Torej, večer bo dolg, danes smo v najboljši možni družbi, z nami je človek, ki nas je dejansko učil se smejati, že včasih legendarne oddaje Top lista nadrealista, Đurove čarolje in vse ostalo. Z nami je človek, ki je pustil pečat v filmih, kot je z Oskarjem za najboljši tujezični film nagrajen Nikogaršnja zemlja, in človek, ki je ustvaril kultni film Kajmak in marmelada, pa ne samo tega. Ja, če ne igra, kot je rekel, režira, če ne režira, piše, če ne piše, igra svojo skupino Bomba in štampa. Starjevčan po srcu, Slovenec po ljubezni. Lepo se sliši. Se lepo sliši, ne? Slovenec po ljubezni, ja. In še vedno drži, ne? Drži. Koliko let že po ljubezni? Veliko, je. Kot moški poznaš ta datum in časovnico? Poznam, ampak ne bi ga delil tako. Okay. V glavnem, več kot 30, zdaj že 33 let. Večna ljubezen je to. Ja. Prej si rekel, Branko Đurić, me kliče tudi Đuro. Kako te kliče Tanja? Ljubi. Ljubi. In če bi se moral Đuđi. Đuđi. Ok, če bi se moral predstaviti z eno samo besedo, katera bi ta bila? Kako ime ali kako? Ne, katerokoli beseda. Ne vem, sanjač, romantik. Ne vem, romantik je dobra. Si romantik? Patetik. Patetik, evo ga. Ljudje te vidijo kot zabavnega človeka, itak te poznajo, pač si komedijant in tako dalje, kot smo rekli prej, režiser, igralec. Kako se počutiš, ko vsi pričakujejo, da boš smešen? Ja, to je najhujše, ker folk misli, da me pozna, v bistvu poznajo like, katere jaz igram. Pol pa vedno se mi to dogaja, da me nekdo to po rami užge, pa reče, daj neki, što zdaj povej. Neko poro. Ali pa vedno reče, kaj si to, neki slabe volje. Pa reče, ne, jaz sem pač takšen. Ja. Si bil kdaj v takšni situaciji, ne vem, ko si hotel biti resen, pa so se vsi smejali vseeno? Ti se rekel pač, ne mi zdaj razbijati, pusti me na miru, kako si smešen. Niti ne. Hitro pogruntajo tako, da vse folk ni... Da daš vedeti. Ja, dobro. Ja. Si kdaj dobil kakšen bonus zaradi tega, ker si Branko Đuro? Ne vem, bi moral dobiti kakšno policijsko kazen, pa je nisi. Zgodi se tudi. Rad bi se na tem mestu zahvalil vsem tem dobrim policistom, ki so mi pogledali skozi prste. Res, pred kratkim enkrat tudi en mi je rekel, lej, toliko si me zasmejal v življenju, tako da ti oprostim zdaj. Ampak zgodi se še hujše, včasih ni dobro, da te poznajo. Se strinjam popolnoma. Veliko ljudi te pozna skozi tvoje like, kakšen si doma, kaj najrajši počneš? Zdaj to, ko sem rekel, kuham zelo rad. Jaz sem leto dni sem delal kot kuhar na ladji. V vojski to? V vojski, da. Leta 79-80. Sem bil kuhar na ladji, na IRM. Intendantski vod. Ne, mornarica. Mornarica. Sem imel dobre predvidevam in vsi ostali krok tebe tudi. Ne, super je bilo, je leto dni. Specialiteta, pasulj, ribe. Ne, ni pasulja, na brodu ribe so, glavno. Ribe so, to, kar je... In še vedno ti je ostala ta strast, veselje? Da, ful rad kuham. Danes sem naredil takšno kosilo, perfektno, to je bilo. Dobro, o hrani bomo potem še nekaj povedali, sem vzeli kren cel breg za to. Doma si kavčar ali moraš vedno nekaj prčkati? Ne vem. Si vzameš cajt zase? Učivaš? Ne, človek nima časa zase. Ne preveč. Rad, mislim, nisem ni kavčar, nisem ni to. Ko sem doma, sem tako oče, mož. Ja. Okay. Ampak greš kaj na vrt? Ja, to obožujem. To greš? Da. Itak, vrt je, zunaj smo v glavnem sa psom. Pa tako.
Pa se vležeš na ležalnik, pa počivaš 1 uro. Poleti mislim, mene pol urce je sigurno tako. Pol urce. Lahko rečemo, da Đuro zna uživati življenje. Pa moram potrkati v les, znam uživati. Zdaj si trkal tako. Mislim, sem bil gor na piramidah, na visokem, gor na vrhu, na sončni piramidi. V Bosni, v Bosni. In rekla, ne smeš, sem tako potrkal. In rekla, ne, moj sin, ne. Odozno. Zakaj pa? Da gre energija to prinaša nesrečo. Ja. Res? Aha, da ne gre v tla. Okay. In kakšen oče si, Đuro? Si strok, a si zafrknjen? Ne vem, to treba vprašati Filipa Zalo-Elo. Mislim, da sem dober. Mislim, da sem cool. Pa če bi se ocenil od 1 do 10? 10, vedno. Ja, sebe, oni ne vem kako. Mož od 1 do 10? To Tanjo treba vprašati. Jaz se trudim, da sem 10. Okay. In kako je delati z nekom, ki je tudi tvoj partner, tako v biznisu, kot, veš, ker dosti ljudi reče, to mora biti ločeno, ne smeš nositi stvari domov. Vido Stanjo dejansko imata skozi leta milijon skupnih projektov. Jaz rad imam, delam z družino itak, pa tudi ekipo imam tako kot družino. Vsi, ki so delali z mano, vejo, da vedno, ko delamo, da smo velika družina. Mislim, imam srečo, da lahko zbiram, s kom delam in da vedno zbiram takšne ljudi, s kateri se imam fajn, tudi če ne bi delali. Ne bi delali, ne? Ja. Kaj je Tanja tvoj največji kritik oziroma otroci? Je, itak. Jaz pa njeno. Ko si delal kakšne filme, kakšne scenarije, pokažeš to najprej njim, ali rečeš ti, to je moje? Itak, se veš sam, tudi da doma prvo poveš, kaj si naredil, pa to. Si že kakšna stvar, prosti, si že kakšna stvar rekel, ok, ne bom tega da ven, ker rekla Tanja, to pa ni dobro. Mislim, so bile takšne pripombe, ampak glavna pripomba, enkrat je nekdo rekel, kao zame, da delam družinske filme. To rekel je človek, za koga sem mislil, da v bistvu on dela družinske filme, ker za filme njegove država da denar, potem država naredi film, potem njegova družina gleda film. Pri meni naredi družina, pa gleda cela država. Tako, pa ne samo ena, ne? Ne samo ena. Zdaj, glede na to, da kdaj imaš Đurologijo v Cankarjevem domu? 29. marca. Ok, Cankarjev dom. To je že sedmič. Kaj pa skupno v 10 letih, koliko si jih naredil? Zdaj je bila 750, a par dni nazaj v Zagrebu. In to po celem svetu, ne? Ja. Kako sprejmejo to v tujini? Enako se ljudje, ki že 30 let živijo, ne vem, v Ameriki, znajo enako smejati kot po Balkanu? Enako, res. Vsi posod naši ljudje so isti. Mislim, ko rečem naši ljudje, to so Makedonci, Srbi, Hrvati, Bosanci, Slovenci. Ex-juga, res še vedno to poznajo. Po 750 ponovitvah, še vedno z enakim elanom, z nosom narediš predstavo? Še vedno, zato sem se šolal to, pa delam, to znam delati, uživam v tem. Res, če ne bi užival, ne bi delal, res. To je super slišati, ker imaš ljudi, ki rečejo, spet ne da se mi več, ne. Ne, sej se zgodi, sej veš sam, sej se ukvarjaš s istim poklicom, kako včasih res nisi najbolj razpoložen, da to privoli, da bi delal. Ampak ko začneš, pa ko začutiš to energijo njihovo, taj feedback, ko nekoga spraviš v dobro voljo, ko se neko smeji, tako pol pa začneš uživati, da zabavaš. Res uživam, da jih zabavam. In si v 10 letih opazil obrat generacij, da prihajajo otroci od tistih, ki so te gledali pred 10 leti, da se je pomlajšala publika? Ti si ga postavil na hitro. Mislim, veš, Đurota, ne vem, nekdo, ki se je izselil iz Jugoslavije, ga je spremljal prej po televiziji, kakorkoli, ne? Res, ampak veš, danes je to drugače. Danes ljudje znajo vse, kar sem delal 40 let nazaj. Danes mi še vedno tako citate iz Top liste nadrealistov mi povejo tako. Srebrnič kolica broj 77,5. Sveži sneg, svež budal, reči se to. Smuč, šaran in boga mi kečega. Torej, ljubitelj kuhanja, ampak že 20 let brez mesa. Kako gre to skupaj? Dober, meni super. Mislim, ker imamo tudi, si vegan ali vegetarijanec. Imamo ogromno vegetarijancev, jih poznam, ki enkrat na leto, če je dober čevap, če se obrne na žaru, ga poje. Ti ne? Jaz sem rekel, če mi bo zapasal, ga bom tudi jaz, ampak ni mi zapasal 20 let, gravža sem je v bistvu meso. Od kje?
Snimali smo Traktor ljubezen rock and roll. Ja. To smo imeli, če spomniš, te svinje, pa krave, Ja. pa te neke kure, živali. Potem zadnji dan snemanja smo taj party imeli in sem pogruntal, da na tem partiju verjetno jemo te živali, s katerima smo Snemali. Tako nekako sem se počutil, da sem igralce, da jem igralce svoje. Ne. Ja. In sem rekel, Tanji, jaz bom par dni brez mesa. Ona se toliko se smejala, rekla, pa ti ne moreš par ur bez mesa. Mi smo se, prvič v življenju smo se skregali v bistvu, ko je ona za večerjo naredila, ne vem, kaj je bilo, polento. Sem rekel, kaj pa je od mesa zraven, rekla, da ne polenta, da to ne gre meso, da je mlek. Pa Ja. In smo se skregali, jaz sem šel demonstrativno, kupil sem neko salamo in sem narezal v polento. In si povedal to, da si dokazal, da se lahko je meso in polenta. Seveda. In ko sem rekel takrat, da bom par dni brez mesa, ona je rekla, ti ne moreš par ur. In sem rekel, ko bomo videli, evo, zdaj tih par 20 ur let. traja 20 let. Tanja je tudi vegetarijanka? Mal je, mal ni, trenutno Ja. ni, drugače je bila, zadnjih par let je bila za nek. Ampak meni se zdi to kot neka kontra ženi, veš? Da ti žena reče, se ti začne smejati, ti ne moreš, Da. jaz lahko. Ko ne može. Ja. Dobro. Zala je vegan. Aha. Ja. So nam rekli. In kaj potem kuhate vse na pol, 17 ponev in, Ne. in vsega doma? Ni težava. Da gre to skozi. Ela je največ mesa, ampak jaz tudi, ko kuham meso za druge, Ja. za družino je to. Ampak Pa samo pač ne ješ. ne jem ga. To je Pač, to. ne. Dej, katere 3 sestavine v tvoji kuhinji ne smejo manjkati? Olivno olje, avokado, kozji sir. Recimo. Kozi sir, iz tega kaj lahko narediš? Mislim, to je tako zajtrk, recimo iz tega sestavljeno. Ja. Malo sirja, gor malo olivnega olja in avokado, Ja, če smo čili. to si sad rekel moj priljubljeni To zajtrk. ješ. Ja. Okay. In kdo najboljše kuha pri tebi v familiji? To ne smem reči tako, ker se bom skregal z ženo. Okay. Da ne bo to nastala kakšna nova dieta. Ne, ona super Veš, kuha. veš, kaj me zanima? Zanima me, kako so tvoji frendi Sarajeva to zbrali. Ko si prvič rekel, ne jem, sad ne bom. Ne, to se vedno smejo, vsi se smejo, kao bosanec, vegetarijanec, to je nekaj neverjetno. ne. Ker največji vegetarijanec v Bosni je tisti, ki je samo piletino, ne? Ja, Piščanci, ja. to je temelj Ne, pa vegetarijanstva. jaz sem nehal jesti meso v bistvu v Prekmurju, to je tudi, mislim, tamo jejo na mesto kruha, tako piščanca. Ja. Poznam to, ja. Na mesto Veš kruha kaj? piščanca. Imaš kakšno vegetarijansko jed, ki jo rad narediš, ki jo pohvališ pred gosti, ko prideš, to morate pa probati, ker to je pa res dobro. Bučki in karpačo. Bučke? Karpačo iz česa? Bučk, Bučk. to je tako vrhunska. Kako ga Čakaj, narediš? samo malo, kako to jaz- zgleda? Ja, mlade bučke tako na tisto, kako se reče temu? Naribiš. Ja. Naribiš, Ja, ampak ja. slajse da dela, veš, Tako, na ja. tanke slajse, spodaj daš rukolo, Ja? to gore naslajsaš, potem daš olivno olje, malo soli, malo popra, In to je to. konec. Čakaj, vidiš, sveže jaz- bučke? In sveže da bučke. pa parmezan. Parmezan, obvezno. Jaz Ja. prej dam še malo, najprej damo limono. Mislim, grana padano. tako. Ja, limono, probo z limono. Tudi, Najprej limono prav, in ja. potem čez ta parmezan Ja, in ja, ostalo. In ja. česen na koncu. Jaz sem na česen. Jaz, tukaj mi ne gre česen, sorry, Ja. drugače sem česen, gre vse posod, razen neke redke sladice. Jaz ne vem, kaj delam v tem Postav. studiu ta trenutek. 5 na čevape. Smo tudi nekako v filmskem vikendu, Oskarji, Roškarji in tako naprej. Branko Đuro Đurić je vse skupaj doživel iz prve roke. Pred leti si bil s Tanjo na podelitvi Oskarjev. A je dejansko toliko glamurja, kot nam kažejo kamere, ali je pač to še ena prireditev? Ja, ne vem, tako na kamerama zgleda bolj tako glamurozno. Ko si že tam, ti je tako normalno. Prvič mi je bil občutek, sam sem sebe rajcal, kao daj, nakuri se, zdaj si na Oskarjih, ampak nekako ti je normalno. Bolj ti je tako, ko si daleč, ti bolj zgleda tako glamurozno. Glamurozno. Kaj je ta red carpet, ko prideš do tam, ima res ta čart, res tako vodijo, se štima to fotke in ovo. Pa mi smo bili leto dni po tem 11. septembru in to, tako da so bile takšne hude, kako bi rekel, Restrikcije. kontrole in vse to, da ni bilo tako sproščeno. Najbolj sproščeno je tamo v kadilnici, tamo srečaš takšne, tamo smo sa Davidom Lynchom hengali. Tako. David Lynch. Ja,
Pred kratkim je režiser, izjemen režiser Twin Peaks in še en kup drugih zadev. Imam srečo, dvakrat smo se družili tako z njim. Prvič v Kanu, Tanja me je spoznala z njim. Tako, zadnje večer je taj Governor's Ball, kako se zove ta zadnja večer v Kanu. Ples. In je Tanja rekla, moram te spoznati, pridi da spoznaš in me pelje in me pripelje do Davida Lynča. Fak, ja sam stao tako, dam mu roko kao David Lynch i on mi reče kao, pokaže na Tanju, kaže, so you are the lucky guy. Potem smo ga na Oscari srečali, smo že bili stari. Ja, ampak kako je pa Tanja poznala Davida Lynča, ali ga je tam spoznala, pa je rekla, ti moram nekoga predstaviti? Mislim, Tanja se veš kako Tanja zgleda, tudi takrat v tej zlati obleki, veš kako David Lynch ima ukus. Znači, tako se začela pogovarjati, to je rekla, moraš mojega moža spoznati. Kaj dobro. Imaš eno posebno zgodbo iz Oscarja, kako sem lulo sa Paul McCartneyjem. Kako? Kaj si? Na stranišču sem bil s Paul McCartneyjem. S Paul McCartneyjem. Si pogledal čez? Ne, tako bil sem pafon, ampak nekdo zraven mene lula, pogledam Paul McCartney, to je tako, kao, pa skaj vse normalno, kao lulam s Paulom McCartneyjem. Ker si pač tam, ne? Ja, tako. Ker lahko bi bil kdorkoli pač zraven, ne? Ja. Ampak a si kdaj pomislil, zakaj ga nisem v momentu vprašal, a bi bila opcija, da ti priješ enkrat sem pa z mojim bendom neki? Ma kaj, pa nisem jaz ta tip. Mojem ne. Mislim, kaj? Ne moreš, Ti bi se delo poslovneža v WC-u. Ja, ne vem. Stari, imam en komad, da ti pustim, posluš to. Pa tako so nastale neke velike svetovne glasbene zgodbe, razumeš? Iz takih momentov tudi. Nikogar se na zemlji takrat dobilo Oscarja. To je bosanski film. Ne, to ni bosanski film. Mislim, koprodukcija je to, ne? Bosanci nimajo nič koprodukcijsko. Pri tem Bosna je dobila Oscara zato, ker to je ta recimo zgodnica. Ta Oscar bi mogel biti slovenski. Kako? To je bila koprodukcija med drugim Slovenija, Italija, Belgija, Francija, Irska in na koncu tudi Slovenija prišla kot koproducenti, ko je trebalo slati svoje predloge za Oscarja, vsi so že imeli svoje Italijani, Francozi, Irci, to tako da je ostala Slovenija, ampak ko je slovenska ta komisija zbirala med dva filma, sta bila v igri, kjer bo predstavljal Slovenijo, oni so se odločili za tega drugega, ker ni jim bil ta všeč preveč. Tako da, ko je Travolta rekel, and Oscar goes to Bosnija, jaz sem samo pomislil na te ljude iz te komisije, ko gledajo taj prenos, pa kaj su oni u tem trenutku pomislili, on bi samo rekel lahko, and Oscar goes to Slovenija. Wow. Ampak, a sta bila vidva s Tanjo edina predstavnika tega filma, ali je bilo še kaj ljudi? Režiser je bil zraven. Normalno, režiser, producent in mi dva. Ja. Aha, ok. In kaj pa ta slavna fotka z Bradom Pittom? A ne, to je sa snemanja, to je to, ko sem snemal film od Angeline Jolie Aha, takrat je nastalo to. Ja, potem, to je bilo 10 let zatem. Ampak koga si vse tam spoznal? Si tkal kaj vezi? Ne, Breda in Angelinu sem spoznal takrat v Budimpešti, potem smo se še družili, ko so bile te premiere v Ameriki, v Evropi in po festivalih smo se družili, ampak na Oscarih vse spoznaš marsikaterega tamo se, samo veš kakšen je. Zanimivo, recimo Steva Buscemija sem spoznal dan pred Oscar, stvari kosilo, ta dan, ko so bili Oscari in sem videl Tom Buscemija, obožujem ga res in sem gledal trenutak res, da bi ga spoznal in v enem trenutku on se obrne proti meni in reče, Jesus Christ, Branko Đurik. Jaz sem mislil, da me nekdo... On je ta dan zjutraj gledal No Man's Land na eni novinarski projekciji in začel mi je govoriti o filmu, toliko je hvalil film, toliko je hvalil mojo igro. Vprašal me je, če kadim. Sem rekel, zakaj? Ker toliko si dobro prižgal pred kamero, jaz sem hotel iti van iz kina, da prižgem enega, kao ameriški igravci ne znajo kaditi, ti si ga potem toliko je hvalil, da sem na kraju, jaz sem rekel, ti si tudi dobar, nisi loš. Tako,
Oskari so en večer, ne, film ostane zavedno. Kako zdaj po tolkem času, po tolikih letih gledaš na ta film Ničja zemlja? Pa ta film je meni spremenil, kako bi rekel, jaz sem se, ne vem, ti se ne spomniš, jaz sem se nehal ukvarjati z igro, jaz sem prišel v Slovenijo leta 92, jaz sem rekel, da se ne bom več ukvarjal z igro in 8 let sem delal samo kot... Teater Paradižnik, tisto, kar se... Delal sem kot režiser na TV Slovenije, Ja. marsikaj, koncerte, vse živo prenosi. To, tako da, ko je danes mi je ponudil, da bi igral v filmu, sem rekel, da jaz več se ne ukvarjam z igro, ampak rekel, daj preberi scenarij, ko sem prebral, sem videl, da je to nekaj res izjemnega in sem pristal in sem se vrnil v igro po 8 letih, sem se začel ukvarjati z igro, seveda, ko film, v katerem igraš glavno vlogo, dobi Oskarja, potem imaš agente, potem te začnejo vsi nekako bolj resno imati. Od takrat je moja mednarodna resna karijera začela. Imel sem srečo, da spet lahko zbiram kaj igram, tako da sem naredil par filmov takšnih in nadaljevank, ki sem... Da zaključimo s filmom, če bi lahko posnel film v Hollywoodu, polno svobodo pri scenariju in igralski zasedbi in z budžetom. Koga bi imel za glavne vloge in kaj bi posnel? Najprej nisem nor za Hollywoodom, reč bi delal v Italiji. Potem sem imel šanso, da igram veliko v Ameriki, ampak sem se odločil za Italijo, posnel sem 10 italijanskih filmov in to mi je bolj všeč, takšen italijanski pristop do... No, če bi lahko zbiral, kakorkoli, da imaš neomejen budžet, kateri žanr bi snemal in kaj bi naredil? Pa kaj bi, ne bi šel daleč od sebe, če bi lahko zbiral, mislim, bi zbral sigurno Christophera Walkena, ne vem, ker ga bi izbral, bi neke, naših bi bilo veliko, sigurno igralce. Družinska varianta, Tanja bi poklical, da? Pa to itak, ne. Ampak ne vem, kaj je. Kaj pa žanr, kaj bi delal? Pa to, ker rad delam takšno uporabno komedijo. Cool, fair enough. Če malo zaključimo s temi Oskarji in zvezdami, Brad Pitt, David Lynch na WC-ju, Paul McCartney. Vse je veliko, veš, da sem s Colinom Farrellom igral. Tudi to. Christopher Lee, to so, mislim glupo zgleda zdaj name droppinga, ampak... Dejansko je tako. Ampak s temi ljudmi še kaj ostaneš v kontaktu, se kaj dobiš, ne vem, ko greš v ZDA na turnejo, žurologijo, se s kom srečaš? Včasih ja, včasih ne. Vse veš, tudi kot ti v življenju, ene srečaš, ene ne srečaš. Odvisno časa. Ja, ker Brad Pitt te vprašal, zakaj ne hodiš na kavo kam? V Benetke. V Benetke. Ker veš, koliko je Fiesa blizu Benetke. Ja, 2 urci. Folk ne ve, mi 3 smo Primorci, jaz sem Fiesčan, vidva svake Koprčan. Primorci. Kako se reče? Portorožan, ja. Portorožanc. Ja. Ja, Bradu Pittu se je zdelo to normalno, zakaj ne bi šel na kavo v Benetke? Da. Ja. Ok, tako kot kolega Denis Avdić, kot ti ste bila rojena v Bosni, v Sloveniji sta... Nihče ni popolni, mi dva sva tako. Pač tako je. Ja. Denis poslov nekaj še policaj po horoskopu. Tako. Humoristični konji, tvoja karijera ima že dolgo brado, ampak lahko damo neko razliko, naredimo ločnico med slovenskim in bosanskim humorjem, a obstaja? Ja, jaz sem davno rekel to, ne vem, če si kdaj slišal, da Slovenci, bosanci imamo absolutno isti smisel za humor. Resno? Mi bosanci, mi se radi hecamo na svoj račun, Slovenci tudi radi hecajo na račun bosancev. Kateri stereotipi o bosancih v Sloveniji te najbolj zabavajo? Pa mene to, da vegetarijanc, da ne moreš biti vegetarijanc. A je kakšen, ki pa ti ni pogodil, ti ni kul? Pa to, da smo neumni bosanci. To je klasika. Ja. Pa da so Crnogorci lijeni, pa tako. To ni res. Pa sej veš, da je neki resnice vedno v tem. Ne moreš soditi človeka po tem. Iz nečesa izvira. Mogoče je vedno rekel, pa je dosti prepotoval po Jugoslaviji, rekel, pa sej Črnogorc ne more biti drugače kot len, če ima sam kamen. Ja. Kaj če pa delati v tem kamnu? Nekdo je iz tujine, nekdo prišel pa je rekel, uspoznal bosanca, pa je rekel, vi bosanci, vi ste lijeni. On je rekel, ne, mi smo glupi, Crnogorci so lijeni. Mislim, to moraš vedno imeti pripravljen odgovor, bosanci varčujejo z energijo. To ni lenoba. A res? Ja, pa to je zeleni prehod.
Ne, nismo leni, mi nismo leni. Absolutno ne. Crnogorci, mi smo glupi. Dobro. Imaš v Sloveniji kakšno stvar, navado ali hrano, ki jo imaš še posebej rad, oziroma si jo zelo hitro vzljubil, razen žene? Ne, res Slovenijo sem zveni patetično, ampak vse sem rekel, da sem patetičen, Slovenijo sem zelo vzljubil. Mislim, težko je to imati resno, glede na to, da slabo še vedno govorim slovensko, ampak nisem talentiran za jezike, ampak Slovenijo zelo imam rad. Imate prekrasno deželo in ljudi in vse ste imeli in premalo ste ponosni na vse. Recimo zdaj sem se peljal pa poslušal ene stare komade, Mojmir Sepej ali pa Robežnik, pa recimo tisti stari komadi so imeli Strniša, Gregor Strniša, kakšen je to tekst bil ta Poletna noč. Bila je najin dom. Lep tekst. Kakšne so to slike? To ne napraviš tako zlahka. Tega ni danes. Ali pa Orion, poljubi me za 1000 let, ker tu mlad par se spet bo poljubljal tukaj. Ja. Prej si povedal, da v teatru še vedno uživaš enako, s filmi predvidevam, da tudi kot mnoga leta nazaj. Kaj pa tvoj band Bomba iz štampa, še vedno uživaš v igranju? Še vedno koncertiramo veliko, zdaj zadnja leta na festivalih po bivši Jugi. In zdaj smo novo plato končujemo, ravno kar Croatia Records pride zdaj spomladi. 4. v 40 letih. Kaj pa za džurologijo si predstavljal, da bo zadeva tako uspešna, da boste naredili 750 predstav? Ne, vedno, ko nekaj pripravljaš, upaš, da bo uspešno in tako zato delaš, ampak tako nekaj tazga res nisem pričakoval. To je že 500,000 gledalcev do zdaj. Zvidlo. Kaj plani za naprej? Zdaj zalo delam novo predstavo za Ludo Kučer, nismo stigli se pogovarjati o tem, imamo gledališče svoje v Zagrebu, eno staro kino smo kupili in zdaj smo naredili gledališče, skupaj s Reneom Bitorajcem, ki igra v Nomen Zlendu z mano. Smo partneri in to je zdaj najbolj obiskano gledališče v bivši Jugoslaviji, prvo privatno, edino privatno gledališče v bivši Jugi. In zdaj delaš Zalo predstavo? Zalo delamo. Ti režiraš? Ja, režiram, Zala je napisala tekst, igrava oba. Kako je režiraš ščirko? Lepo je, zabavno. To Boga je pa, da mora. Mislim, se ni to kaj za ubogat, nisem takšen režiser, da me treba kdo ubogat. Ste v koprodukciji, ne? Ja, v koprodukciji. V koprodukciji. Gregor piše, dragi Đuro, zanima me, kakšna razlika, če hočeš nasmejati ljudi z odra in ljudi v družbi, v kateri si. Ja, težje v družbi. Težje v družbi? Veliko težje, da. Ker na odru imaš pripravljene finte, ne? Ki veš, da bodo palje, ali kako? Ja, da, seveda. Pa jaz tudi nisem ta tip, jaz ne znam vice govoriti, tudi ne govorim vice. Čeprav imamo par posnetkov, se najde na YouTubeu, Instagramu, ko v nekih pogovornih oddajah imaš pripravljene štose. V oddajah, mislim, tudi ne vem, da so pripravljene, ampak... Tako par si jih počel dobrih, ne? Pa to so tisti verjetno iz žurologije, ali pa so neki klasični v žurologijo. Ja, da. Dobro. In še to, Đuro, a si tisti tip umetnika, ki bo na odru do konca, ali se boš enkrat odločil in boš rekel, še 7 let in grem v penzijo? Jaz sem že večkrat rekel, da grem v penzijo, ampak igravci nimamo penzije, veš. Najprej igraš otroke, potem igraš neke ljubimce, potem igraš očete, potem detke, veš, vedno je nekaj za igrati, veš. Da ne vem, če bom šel v penzijo. Super, lepa to. Kdaj imaš naslednjo džurologijo, smo rekli? 29. marec v Cankarju. Ok, hvala za tvoj čas. Hvala, super je bilo. Mi Primorci se razumemo. Absolutno. Nekaj malo že pasaš, ne? Ja. Hvala vam, da ste bili z nami. Kot vedno vsi pogovori s torkovimi ekstra gosti na vseh podcast platformah. Tako Spotify, Radio Player in tako naprej. In pa seveda YouTube in pa radio1.si. Uživajte, lahko noč, se slišimo jutri. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem.